Ok, režija mi sporoča, da imajo vse, tako da lahko začnemo s pogovorom oziroma v studiu pozdravljamo, v virtualnem studiu Tjašo, ki bo prevzela moje mesto. Tjaša, pozdravljena. Živijo. Zdravo, kako si? Super, pripravljena. Evo, pripravljena tri zanimive zgodbe, ki so vsaka posebej odlična in dosežek zase. Ne bom več v bistvu dolgovezal, komaj čakam tudi sam tega pogovora. Tilen, Žiga in pa Martin, vsak po svoje presežek v slovenskem ekosistemu v letu 2020 in komaj čakam, da vidim in da slišim, kaj planirajo naprej. Tjaša iz CIDA, izvoli, beseda je tvoja. Hvala, Urban, za ta lep uvod in lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate. Kot je že Urban napovedal, danes poznavamo 3 različne podjetniške zgodbe, profile, kjer bomo v bistvu govorili o mejnikih v lanskem letu. Vemo, da je bilo za veliko podjetnikov to leto polno nepredvidljivih izzivov, ampak današnji gostje imajo malo drugačno izkušnjo v pozitivnem smislu in v bistvu nam bodo to razkrili gostje kar sami. Jaz bom pa razkrila, kdo je danes z nami. Se pravi, najprej pozdravljam Žigo. Žiga Vrtačič je soustanovitelj in produktni vodja pri projektu pametne ptičje hišice BirdBuddy. Skoraj da ga ni osebe, ki vas ne bi poznala, posebej zato, ker ste se za realizacijo in izvedbo ideje odločili poiskati financiranje na Kickstarterju in zbrali tudi skoraj 4,2 milijona evrov, če se ne motim. Žiga, dobrodošel. Potem je z nami tudi Martin Pelcelj, prav tako direktor in ustanovitelj podjetja Dajbau, oziroma v Sloveniji Moj Mojster, platforme za načrtovanje gradnje in renovacijskih projektov. Dajbau je prav tako v zadnjem letu prejel že drugo veliko investicijo, tokrat večmilijonsko iz globalne korporacije Henkel, in pa verjamem, da bo Martin kmalu povedal več. Pozdravljen, Martin. Zdravo. Z nami je pa še tudi Tilen Travnik, direktor in ustanovitelj podjetja Bevo, kjer se v bistvu fokusirajo na vegansko prehrano, saj so razvili tako proces in stroj, ki v bistvu koščke rastlinskih beljakovin pretvori v zrezek z teksturo, kot jo ima meso. In so bili prav tako nedavno sprejeti v inkubator Y Combinator v Silicon Valley, in prav tako bomo izvedeli, kaj to za njih zdaj prinaša. Živjo, Tilen. Živjo. Tako, in kot obljubljeno, začnemo z mejniki lanskega leta. Nekaj malega sem že namignila v uvodu, pa vendar bi prosila, če lahko vsak sam predstavi, kaj je bil ta vaš mega uspeh leta 2020, pa bi mogoče kar začela s Tilnom, če se strinjaš. Lahko. Mejnikov je bilo kar veliko. Če se fokusiram na osebne, če se na poslovne fokusiram, ne toliko na osebne, je pa to zagotovo to, da smo v bistvu svojo idejo razvili do te stopnje, da smo z njo lahko prišli do produkta, ki je bil dovolj dober in po mnenju komisije je imel dovolj velik potencial za to, da smo bili sprejeti v Y Combinator, če se moramo osredotočiti na lansko leto. Letos se je že kar nekaj stvari tudi zgodilo, tako da. Boš povedal, katere? Ja, mislim, ko se enkrat podaš na pot z Y Combinatorjem, si izbral, da boš šel po poti tveganega kapitala, se pravi, da boš svoje podjetje gradil s tveganim kapitalom. Mi smo, kot je Gregor že prej povedal, se že pred Y Combinatorjem pogovarjali z skladom Silicon Gardens in skoraj prišli do investicije, potem pa, ko je ta potrditev še strani Y Combinatorja prišla, smo pa tudi jo izvedli. Lansirali smo produkt, ga predstavili oziroma ga začeli prodajati nekako z namenom razumevanja, kako bojo kupci reagirali, ko ta produkt poskusijo, kako ga bojo uporabljali in tako naprej, da se naučimo še več. In zagnali smo ta feedback cycle, se pravi kupec, feedback,
improvement in tako naprej. Ampak to je že vse v letošnjem letu. Z lansko leto pa zagotovo bi rekel to, da smo dejansko prišli do produkta, za katerega smo verjeli, da je tako dober, da lahko z njim pač gremo kamor smo si želeli. Okay, super. Žiga, mogoče pri vas? Ja, pri nas se je v bistvu lani zgodilo tako rekoč vse, mislim, pa nočem reči, da se ni letos zgodilo še nič, ampak hočem reči, da predlani se pa res ni zgodilo nič. No. Tako da je v bistvu to lansko leto nekako od ideacije do tega nekega dokazanega product market fita. Vse to se je pač zgodilo v tem lanskem letu. Zdaj, ali nam je šla pandemija na roke ali ne, to je zanimivo vprašanje, na katerega še nimamo čista pravega odgovora. Jaz bi rekel, da nam je šla, ker absolutno smo pač več doma in imamo več časa za gledati na svoj vrt. Ne. Predvsem pa se mi zdi, da je pomagala meni in Franciju pri tem, da sva našla pač ful je bilo treba manj nekih, recimo temu, odrekanj v smislu druženja in tega, ker smo bili itak doma in je bilo čudovito leto za pač pregikati ga okrog enega projekta. No. In je pač seveda zdaj je pa pač drugih faktorjev za motivacijo ne manjka. No. Tako da tudi, če se pač epidemija konča, nam ne bo zmanjkalo še te motivacije in tega elana. Ampak lani na začetku, ko pa ne veš, če to kam pelje ali ne, a ima kak smisel ali ga nima, je pa seveda težje in je bilo zagotovo pač to olajševalna okoliščina, da so oba dva s Francijem nekako bila zaprta doma in je to pač dalo tisti nujen mer, ki ga rabiš, da ene take stvari pač pripelješ od neke ideje na pivu do nečesa, kar se pa materializira. Tako da nam je bilo v bistvu lani, mislim, da so se s Francijem začeli o tem pogovarjati, recimo, da v začetku leta, potem se tako ene pol leta ni zgodilo nič, kar ne pomeni, da nisva vedno, ko sva se srečala, to malo tako načela, pa en drugemu očitala slabo vest, mislim, en drugemu zbujala slabo vest, pa očitala, da ni bilo nič pol od zadnjega pogovora. Pa po mojem, da nekje na začetku poletja sva pa pač začela zares. No. In potem do konca leta se je načeloma že zgodilo, mislim, že skoraj končala Kickstarter kampanja. No. Tako da je bilo za nas sigurno intenzivno leto. No. Fokus je definitivno vaša skupna točka, bi rekla. Martin, kako je pa bilo pri vas? Zdravo, najprej čestitke predhodnikom za izjemen uspeh. Pri nas je bilo tudi zanimivo. Nismo vedeli, kaj se lahko iz pandemije razvije. Hvala Bogu, ko smo bili ujeti med 4 zidove svojih stanovanj, smo vsi nekako pogruntali, da mogoče ni slabo, če jih prenovimo. In to je v bistvu rezultiralo v skoraj dvakrat povečano, oziroma več kot dvakrat povečano aktivnost na naših spletnih straneh, kar nas je zelo razveselilo. Ni pa to v bistvu bilo povezano z to investicijo, ki smo jo prejeli iz strani Henkla. To je pač naš drugi korporativni partner, ampak kar nas je tukaj izjemno razveselilo je to, da smo tisto vizijo, ki smo pivo skovali pred 8 leti, v bistvu videli tudi v njihovih očeh, ugotovili, da smo izjemno kompatibilni in videli, da je ena taka korporacija, ki je res nek akter v globalnem smislu, podpira tvojo idejo, je to prvič ena taka zelo pomembna validacija tega, ne? Da si verjetno šel na pravo pot, drugič pa dobiš eno izjemno tako korporativno infrastrukturo, da lahko zavihtimo ta naš nekoč lokalni moj mojster na neko globalno raven in to se nam je zdelo zelo pomembno in se mi zdi, da je to neka nova prihodnost za nas. Super, hvala. Pa ste v bistvu zdaj, ko pogledate nazaj, kako dojemate ta mejnik? Ste v bistvu, a ste že v istem času lanskega leta to že načrtovali? So bili to predkoronski načrti, zdaj Žiga, ti si malo že urisal. Kaj pa recimo Martin pri vas?
je v bistvu mi v resnici nismo bili nikoli neki klasični pripadniki te poti tveganega kapitala, čeprav podporno okolje vedno pravi, pojdi po investicijo, tako imenovana validacija, vedno smo nekako bili zadržani. Na poročanju skladu smo napisali na en slajd, da iščemo investitorja, čeprav v bistvu nismo tega delali. Šli smo mogoče na podim, pa smo se z dvema dobili ravno toliko, da smo izpolnili svoje obveze. V primeru Henkla se je šlo pa začeti neko drugo sodelovanje. Oni so v bistvu nekako prišli do nas in nam predstavili svojo vizijo in tudi rekli, da bi želeli podjetje kupiti oziroma mogoče celo investirati. Pa smo rekli, ok, fajn, ne bomo čisto verjeli temu, ker smo tolikokrat že bili v pogovori z marsikom, tudi nekimi velikimi svetovnimi igralci, tako da je to prišlo precej nenapovedano. Je pa bila neka taka zanimiva tenzija, tako kot na nekem uspešnem zmenku, ko si misliš, kako to, da gre tako dobro. In potem smo zelo hitro to investicijo tudi zaprli in zdaj delamo naprej v okviru tega, kar smo se zastavili. Tako da zaenkrat moram potrkati po lesu, da kaže odlično. Ok, super. Tilen, kako pa pri vas? Gledate nazaj, kako ste v bistvu planirali to, oziroma kdaj ste začeli to planirati? Pri nas je bilo tako, da smo podjetje ustanovili junija 2019. Fanta sem spoznal še nekoliko prej, recimo do novembra ali pa decembra 2018, najprej bil kot mentor, potem 2019 je bilo pa leto, ko sta one dva v bistvu zaključila študij na eni strani in na drugi strani pa smo začeli resneje razmišljati o komercializaciji kakšne od idej, ki smo imeli. Zdaj, prva taka komercializirana ideja je bila rastlinski burger Altburger, ki je bil znotraj šova Štartaj Slovenija predstavljen, sicer z napačnim tajmingom na napačnem trgu, ampak naučili smo se pa veliko o tem, kako ta trg funkcionira, kjer rešitve obstajajo in kjer ne. In potem smo v bistvu zaradi, tako kot je prej Žiga rekel, zaradi pandemije imeli relativno veliko časa, bili zaprti na relativno majhnem prostoru in imeli čas se ukvarjati, sploh Maj pa Luka, s tem, da sta naš stroj v bistvu spravila od nekega zgodnega prototipa, ki je bil narejen dobesedno v zameno za six-pack, se pravi, kovinski kosi so bili narejeni v zameno za six-pack piva, strani lokalnega ključavničarja, do tega, da smo tam nekje februarja začeli dejansko iz tega stroja dobivati nekaj, kar je bilo podobno piščančjim koščkom. Potem smo pa v bistvu se pravi, tle moram čisto iskreno povedati, mene sta fanta navdušila tudi zato, ker sta vedela, kaj je Y Combinator in ker sta imela gorečo željo v bistvu Y Combinator priti, ker ima je ta način življenja startupovski, mlad, zagnan, globalna aspiracija, to ima v blizu in smo potem poiskali pomoč v obliki našega prvega advisorja, ki nas je potem skozi poletje v bistvu pripravljal na prijavo in potem tudi na intervju. Tako da mi smo na ta vlak na ta način vstopili. Pa v bistvu zelo hitro, ne? Mislim, zdaj, ko poznam sošolce v Y Combinatorju, bi rekel, da smo rabili kar dolgo do tega, da smo bili sprejeti. Tako, če veš, kaj delaš, če imaš pravo idejo, se da Y Combinator, zato pa so tudi na pol leta, se da zelo hitro tudi priti do tja. Ampak vseeno sem pa hvaležen, da smo prej par stvari probali, pa se par stvari naučili, ker če tega ne bi bilo, ne bi imeli produkta, ki ga danes mislim, niti IP-a, niti produkta, niti stroja, ki ga danes imam. Tako da ta časovnica je bila čisto v redu, pa jaz sem še eno, dajmo temu reči, pomembno transformacijo v tem času za upraviti in to je iz soustanovitelja Delapsa in pač nekoga, ki ima neko funkcijo tam, da sem se pač vseh teh obveznosti v bistvu na nek zvezen način lahko rešil in predal naloge drugim v podjetju Delaps. Ok, super. Žiga, ti si že malo omenil, da verjetno lani takega časa še niste načrtovali, ampak kako pa gledaš zdaj recimo nazaj? Ali se ti zdi to v bistvu čisto realno, kaj vam je uspelo v tako kratkem času narediti?
Če pogledam z distance, absolutno se še vedno kdaj ščipnem. Pa se vprašam, če se mi sonja, ali tako, no. Absolutno pač tako oddaleč gledano, da zgleda crazy. Ampak je pa dejstvo, da med samim procesom pa mogoče nismo bili toliko šokirani, zaradi tega, ker smo res šli zelo šolsko validirati to neko svojo idejo, no. In smo v bistvu skozi sprejemali neka tveganja, ki so bila pač vedno relativno majhna, ker smo šli res zelo po korakih, no, in smo dejansko delali teste že mesece pred Kickstarterjem z nekim fake landing pageom in kupovali Facebook oglase in gledali, kdo to hoče kupiti ali ne. Ali tako. Skratka smo zelo v bistvu raziskali vnaprej neke odzive trga na različno predstavljen izdelek itd. In imeli potem ob vseh teh testih veliko benchmarkov, ki so, se pravi, ko smo to primerjali z nekimi najpogostejšimi vrednosti znotraj industrije, ali je bila to cena e-maila, ali je to bila cena purchasa, ali je to bilo, skratka, bolj kot ne karkoli smo testirali, smo nekako imeli rezultate in vrednosti, ki so bile ful nadpovprečne, ne. In se pravi, če je kazalo, da bomo plačevali za mail od evra do 3, smo plačevali mi 30 centov na Facebooku za en mail itd. In so vsi te vektori so nekako kazali v neko tako crazy zgodbo, no. Ampak je bilo pa valjda pač, skratka, to nam je dajalo neko samozavest in nek smisel v tem, da pač verjamemo, da je to lahko veliko. In smo bili pač tudi toliko previdni, da smo recimo tudi nekimi PR agencijami pa itd., ko so nam pač ponujale, da bi bile plačane glede na odstotek tega, koliko naredimo na kampanji pa to. Smo pač imeli, po mojem, toliko intuicije, da smo se z vsem izmenili, ker za neko nek fiksno znesek, pa to smo imeli malo hunch, da it can get big, pa da nima smisla sklepati poslu, kjer kogarkoli pač plačujemo z odstotki rezanega, ne. Tako da smo imeli neko idejo, da bo to ratalo. Ampak še vedno pa do zadnjega, no, je bilo ful enih strahov v bistvu tudi proti koncu, zaradi tega, ker še vseeno pač nismo pa mogli vsega preveriti, ne. Se pravi, mi smo vedeli, da med neko splošno javnostjo obstaja interes, da znamo to s Facebook Adi prodati dosti poceni, ampak nismo pa vedeli, če recimo ta naša ciljna javnost, koliko se prekriva z neko Kickstarter ciljno javnostjo, ne, pa a je možno, da pač med našimi kupci ni ljudi, ki so hkrati tudi vajeni crowdfundinga, pač bile so valjda neznanke in zaradi tega nas je bilo strah do tistega dneva launcha, tako res kar strah. Hkrati smo pa imeli ful enih signalov, ki so nam govorili, da bo, no. Potem pa pač prvi dan po launchu, oziroma prvo noč po launchu, smo pa videli, da si tisti testi prej niso bili brez veze, pa da zgleda res bo, no. Ampak ja, je pač ob neki meri samozavesti vseeno valjda bil prisoten tudi strah, no, da ne bo čisto, kot smo si zamislili. Tako da težko odgovorim, a smo pričakovali ali nismo. No. Smo imeli neko splošno idejo, da bi to lahko bilo dobro, ne, vsekakor pa nismo pričakovali, da bo tako, kot je pač bilo. Da bo tako veliko. Zdaj, preden nadaljujemo, vabim tudi vse, ki poslušate, da naše goste podjetnike vprašate, kar vas zanima. In sicer tako kot do zdaj, se pravi, zapišite vaše vprašanje v klepet, lahko tudi komentar in seveda bomo ga z veseljem nagovorili in odgovorili. Da pa nadaljujemo, recimo zdaj, ko smo se že tega malo dotaknili, ko gledate nazaj. Kaj se vam pa zdi, da so bili neki ključni faktori uspeha za ta dosežek? Ne vem, pa mogoče, Martin, lahko kar ti začneš. Se faktorjev je bilo v bistvu več. Ne vem, ne obstaja neki taki cookbook, kak v bistvu najti investitorja, ne?
En filozof je rekel, I believe in movement, ne. Torej, moraš biti prisoten, moraš v bistvu delovati na tistem področju, kjer si močan, moraš biti v bistvu v stiku z ljudmi, in se mi zdi, da potem se zadeve nekako organsko zgodijo. Mislim, da ima marsikdo v bistvu napačno prepričanje, da je lahko pot tako izjemno hitra, ne. Veliko zgodb v bistvu umre še preden pridejo do kapitala in mislim, da se moramo na ta maraton pač pripraviti, kar je nas, po mojem, ločilo od ostalih, da preprosto nismo obupali. Nismo obupali, ko so pač ljudje hodili k nam v pisarno in govorili, pa ne tega dela, tega je že bilo toliko na slovenskem trgu, ali pa ne tega dela, ne boste nikoli postali internacionalna zgodba, ali pa to ni v bistvu nobena tehnologija, saj ste sam portal, ne. Ampak mi smo si takrat zadali eno vizijo, neke integrirane platforme, nekega ekosistema, ne, v par pivih in rekli, dajmo to moče realizirati, čisto tako naivno. In se mi zdi, da z neko persistenco pa vztrajnostjo predvsem, ne, ki ni floskula, ampak je pač resnica, ne, smo v bistvu potem delali neke male inkrementalne korake, ki so na koncu nas res ponesli do cilja. Ne. Mislim, da je to pomembno vseeno, da se zavemo sami pri sebi, da se ne gremo nekega tako zvanega start-up podjetništva, ne, ki se je toliko populariziralo v prejšnjih letih, ampak da res smo z srcem za to zgodbo, da vemo, zakaj to delamo, da vemo, da rešujemo nek problem nekomu, ne, da niso skupaj nek bullshit, ne, in zatem mislim, da prideš do nekega rezultata, ne. To je tudi, ko smo govorili z investitorji, pa so videli, da se že recimo 5 let borimo na trgu, pa da smo 3 leta v bistvu se delili na 3 dele enega minimalca, ne, so rekli, ta ekipa pa dejansko bo vztrajala, ne, in se mi zdi, da predvsem to, kar smo pač mi pokazali, je neka napoved tudi za v bistvu iskanje kapitala, ki pokaže, no, da si iz pravega testa, no, za neko tako večjo zgodbo, no. Je pa res to potem dosti krat ni ravno v harmoniji s tem, kar pričakuje investitorje, to mora biti hitro, megalomansko, da moraš skyrocket do nekega unicorna, kar mi nismo, ampak čisto preprosto, če za vsako leto zraste za 50%, vse se lahko naredimo pač račun, za 10 letih si unicorn. Ne? In mislim, da je to tisto, no, kar česa smo se mi držali na naši poti. Cool. Tile? Ja, definitivno je to vztrajnost, ampak meni je bolj pomemben vir te vztrajnosti. Mi smo si zastavili eno vizijo, da bomo dejansko naredili nek impact glede tega, kako ljudje na zemlji pridobivamo svojo hrano, predvsem meso, kaj je vir mesa, in ta vizija, če jo tako na veliko postaviš, v bistvu na nek način te navdihne, ti da motivacijo. Pa tle se bi na Martina navezal, tudi mi smo relativno skromno živeli zadnjih 18 mesecev, približno tako kot on, smo si tudi mi delili enega minimalca na 3 dele. Jaz sem sicer, bodimo iskreni, v bistvu tako se počas odcepljal od Delapsa in še od tam imel neke prihodke, ampak vseeno, fanta sta dobesedno na študentskih budžetih v bistvu živela in ves prosti kapital je šel v bistvu v razvoj prototipov, ki smo jih naredili kar veliko. Ne. Potem smo pač prišli do enega večjega finančnega zalogaja, ki ga je pokril en angelski vlagatelj, zato da smo prijavili patent, ki je bil potem nekako osnova, oziroma ta minimalni vložek nam je potem pomagal, da smo se začeli v bistvu naprej premikati po tej poti. No. Se pravi, vizija sigurno, skromnost, se pravi, ta skromno življenje na drugi strani, in na tretji strani se mi zdi, da je pri nas dejansko bilo pomembno to, da smo tehnološko podjetje, da nismo neka zgodba, ki je, se pravi, mislim, da nam je to skupno vsem današnjim panelistom, da pač smo razvili neko tehnologijo ali pa želimo razviti neko tehnologijo, ki je nekaj več od le samo neke blagovne znamke in sposobnosti prodaje, pa hkrati se zavedamo vsi pomembnosti pač blagovne znamke in prodaje. Tako da to, da smo dokazali, da znamo o vseh osnovnih konceptih relativno
v kontekstu velikosti, v kateri smo bili, dobro razmišljati. Se mi zdi, da je to, kar nam je pomagalo navigirati med ovirami. Žiga, bi še kaj ti dodal pri vas, če je bilo še kaj zraven vizije, vztrajnosti in pa poznavanja osnovnih konceptov? Skratka, ja, ne vem, mislim, jaz bi lagal, če bi rekel, da smo tukaj morali biti ful vztrajni, ker je res bil tak zadetek v črno, dosti iz prve. No. Je pa res, da smo pač vztrajali 15 let prej na nekih drugih projektih, ki so terjali veliko vztrajnosti in je pač tudi s Francijem sva skupaj delala že prej, pa oba dva in ločeno in skupaj veliko enih poskusov in to. Tako da ja, vsekakor vztrajnost, ampak mogoče ne na enak način, no, ker je na tem konkretnem projektu pa res so se stvari zgodile tako hitro, da ne bi bilo čist fair opis, če bi uporabil vztrajnost. No. Jaz bi rekel, da je pač največ, kar je štelo, si domišljam, je bilo to, da sva zaradi tega, ker sva s Francijem že nekako 15 let gibava v teh krogih ali pa v tej industriji ali pa kakorkoli temu rečemo, da sva imela v bistvu ful dober social network ljudi, na katere sva se lahko ful zgodaj obrnala za nasvete, tudi za angelsko investicijo, skratka, je zagotovo bilo, mislim, kar se tiče Kickstarter launcha, skratka, pri vseh temah, s katerimi smo se srečala in nisva bila ful podkovana, sva tako v roku enega dneva imela dostop do ljudi, ki so vedeli vse in še več in bili to pripravljeni deliti z nama. In v bistvu še ta zadnji manjkajoči kos sestavljanke, ki je pač najbolj skrbel in sicer pač hardware manufacturing, se je potem v bistvu na isti način dosti magično in dosti na hitro razrešil, ko smo v bistvu spoznala še Kajla Bazarda, ki je pol tudi postal co-founder in v bistvu spet prinesel znanje, ki ga nisva imela. Tako da bi jaz rekel, da je bilo ful ene sreče, ker je pač res absolutno nič drugega kot sreča, da je toliko rezoniral ta produkt z ljudem. Ne? Ampak potem pa po vrhu tega pa spet sreča z ljudmi okoli naju, no? Ker pač ne glede na to, da sva veliko naredila sama, sva vseeno dobila ogromno nekih nasvetov, ki so ful v bistvu prišparali denarja in časa in mogoče tudi najine motivacije in elana in vsega. Tako da to. Ok. Imamo pa dve vprašanji, ki jo bom kar povezala, ker se navezujeta ena na drugo, in sicer Andri v bistvu sprašuje, koliko veliko ekipo ste imeli na štartu projekta in koliko sedaj, in pa ali so vsi člani ekipe, ki so bili na začetku, so še z vami, in če so tudi vsi co-founderji. Tino pa zraven zanima, kako začeti zgolj z idejo, v katero res verjameš, ampak brez ekipe, oziroma kje iskati, pa kakšen je naslednji korak, mogoče en kratek nasvet. Ne vem, a boš začel kar ti, Tilen? Ja, lahko. Mi smo še vsi. Tle mogoče bi rekel, da imam jaz neko prednost, ali pa sem imel neko rahlo prednost pri tem, da sem v zadnjih 12 letih spoznal, bom rekel, preko 100 startup ekip v takšnih ali drugačnih situacijah, in sem nekako vedel, katere osebnostne lastnosti v bistvu mora taka ekipa imeti, da lahko preživi dobre in slabe stvari, vsaj te na začetku. In ena od stvari, ki me je v bistvu navdala z optimizmom in tudi zakaj sem si želel v bistvu ustvarjati to podjetje z Majem in Duko, je bil ta dejansko, bom rekel, kombinacija naših osebnosti, kjer bom rekel, sem jaz tisti,
je mislim, da sabo prinesel najmanj ega, hkrati bil pripravljen pomagati in mentorirati na začetku, ne čisto kot mentor, potem se je pa v bistvu razvila neka taka, po mojem oceni, zelo zdrava dinamika, kjer si ravno dovolj ne odpuščamo šlamparij, pa na drugi strani si pa dopuščamo napake. Tako da ta kombinacija osebnosti nas treh je bila taka. Se pravi, na začetku smo bili 3, zdaj nas je 5 in mislim, da bomo v roku enega tedna dodali prve, dajmo temu reči, zaposlene v proizvodnji. Zdaj, če se pa navežem na drugo vprašanje, zdaj, moj nasvet je, če je to ideja, to idejo je pač treba čim večjim ljudem povedati in dobiti njihov feedback. Če to idejo skrivaš v predalu, pa je nobenemu ne poveš, se nikoli ne bo zgodila. Ker šele se pravi, ta prav zagon ti da to, da idejo z nekom deliš in ti ta nekdo potem da ali pozitiven feedback ali negativen ali mlačen ali kakršen koli že, ampak samo ideja je premalo, treba imeti vsaj, bom rekel, validacijo te ideje, v tej, kako se validacijo naredi, napisanih ful veliko knjig. Definitivno pa lahko začneš sam. Nas je ful presenetilo recimo v ICU to, da dejansko je kar nekaj solo founderjev tudi v ICU, in tudi neka statistika v bistvu govori, če pogledamo čisto iskreno, govori kar v prid tudi temu, da sam neko stvar začneš. Seveda, če imaš pač znanje in izkušnje, ki so za to potrebne. Torej nimajo oni pogoja, da imaš co-founderja? Mislim, da zdaj ne vem, kako je formalno. Jaz moram reči, da sem v tistem času, ko smo delali prijavo, sem se bolj fokusiral na vsebino in nisem šel gledati, da je to pogoj, ampak vem pa, da že v naši skupini je recimo nekdo, ki je vsaj na vseh dogodkih in na vseh, pač, kjer bi mogli načeloma biti vsi, je vedno sam. Nisem ga pa eksplicitno vprašal. Ok. Martin? Štartali smo 3, zdaj nas je 60 in v tem času se je seveda veliko spremenilo. Jaz sem se nekako naučil, da v bistvu sta 2 možnosti, kako začneš z poslovno potjo. Ena je, da si sam. Bil sem v eni zgodbi vpleten, ker nisem več toliko aktiven in takrat se je začela ravno tako, da smo bila sama. Medtem ko je moj mojster nastal za neko zelo tako dobro navezo še iz faksa, torej z kolegom Gregorjem smo v bistvu vse projekte delali skupaj, smo v bistvu tam ugotovila, da smo osebnostno kompatibilni, tako kot je Tilen tudi poudarjal, in smo v bistvu s tem začela. To je bilo najeno jedro in smo že na samem začetku naredila napako, ker se toliko poudarja, da je ekipa pomembna, smo takoj povabili zraven še programerja, in probala čim bolj razširiti ekipo, da tudi na slajdih fajn izgledalo. In v bistvu potem v nekem tem ključni fazi, kjer dejansko ti si zelo ranljiv, preveč razdeliš delež svojega podjetja ali pa greš neko formalno, neki formalni odnos, kot je ustanovitelj podjetja, se marsikdo precej ujame v neke klešče napačne izbire. Tako da jaz bi rekel, da je potrebno z izborom ekipe čim dlje zavlačevati, da res najdemo ljudi, s katerimi smo kompatibilni, ljudi, ki dejansko enako razmišljajo, da potem res, ko nastopi krizna situacija, vsi skupaj potegnemo tiste vitle na barki in gremo v svojo smer, ker to te v bistvu reši. In se mi je zdelo vedno vsa ta leta, da je dobra ekipa floskola, da pač o tem se v startup svetu govori, zdaj sem pa dejansko gotovil, da z neko motivirano ekipo ti lahko kakršnokoli oviro nekako prebrodiš in celo podjetje obrneš na glavo, pivotiraš v drugo smer, tudi uspešno. Tako da mislim, da je to ključnega pomena. Zdaj, kako pa najti v bistvu svojega co-founderja, je pa v bistvu samo spet z aktivnostjo, za čim več pogovori, za čim več validacijami. Skratka, moraš biti tam, moraš biti viden, ni pa nekega cookbooka spet. Zelo, zelo težko je dejansko dobiti, vsaj moje izkušnje so co-founderja. Mi z Gregorjem smo še vedno sama. Do zdaj v 8 letih
samo v smislu partnerstva. Ni še noben pripričal in prišel do naju z neko zgodbo. Noben se ni hotel priključiti in reči, ok, jaz bi bil rad del moj mojster, jaz bi pa rad z vama gradil mednarodno zgodbo. Niti en. Ne. Tako da v bistvu je zelo presenetljivo, kako težko zgradiš ekipo. Ne. Okay. Žiga, vi ste sicer zelo, zelo mlada ekipa, ampak verjetno tudi z izkušnjami. Ja, mislim, začela sem s Francijem sama, zdaj pa čisto malo odvisno, kako štejemo, ali štejemo pač tudi par sodelavk ali sodelavcev, ki so z nami part-time, ampak od 10 do 18 je številka, 15 recimo, da je najbolj fair reprezentacija velikosti ekipe. V bistvu, ja, ene stvari je bilo lahko, mislim, ni bilo lahko najti ekipe, absolutno ne. Po mojem glavni razlog je to, da sva že midva s Francijem malo težaka, pa sva ful občutljivčka, pa nam je takoj kaj zmotil na intervjuju, pa tako. Pa sva res želela, da bi se tukaj pač res nekako zbrali ljudje, ob katerih bo luštno delati, pa hkrati, da imajo pač za tista znanja, za kar jih najemamo, da imajo tam več znanja, mislim, veliko znanja in več odnajo. To je nama bilo ključno, da iščejo okrog sebi boljše ljudi od sebe. Tako da, mislim, po eni strani kao težko, po drugi strani pa spet ne, zato ker res decembra so recimo začeli z intervjuji, pa 15. februarja smo bili bolj kot nekompletni. Tako da nimam zdaj, prvič v življenju sem se šel tak hiring, toliko na hiter, toliko ljudi, da bi zdaj lahko rekel, ja, prejšnjič je bilo hitreje, zdaj je bilo to, nimam feelinga, je to hiter ali počas. Ampak ja, bilo je pa pač naporno, pa vmes sva imela že malo trenutke, da itak ne bova našla pa to. Zdaj so pa full happy, zdaj smo že kot ekipa nekaj časa skupaj in v bistvu vsako namazano. Tako da ne bi mogel reči, da je bilo full težko, je bilo pa naporno, itak. Ker hočeš, mislim, si vedno pač sem si v srcu jemal to hire hard, manage easy, ne? Da je full bolj vredno več časa porabiti pri izboru kandidatov, kot pa tukaj hiteti, pa potem cel life v bistvu zaradi tega nekako treba biti bolj upleten, kot bi moral biti, če so dobri, če je ekipa dobra. Kar se tiče tega, kako najti ekipo, jaz sem čisto vse projekte v življenju do zdaj, pa ne pravim, da je to dobro ali pa prav, ampak je neka osebna izkušnja, ampak vedno začel v nekem fulovskem krogu. Vse stvari sem nekako navajen pač tako bouncati od svojih prijateljev, pa na pivu, pa na kavi, pa na kosilu, pa tako. Se mi zdi, da če, mislim, odvisno je seveda to od neke osebnosti, kakšna si, pa tudi kakšni so ljudje, s katerimi se družiš, ampak pač malo osebno, v primeru pač Bird Bodyja je to bilo edino, kar je bilo možno, zaradi tega, ker res nisem imel zares izdelane ideje, pa nisem imel nečesa, kar mi ne bi bilo nerodno predstavljati. Mislim, je bila zadeva toliko po vojih, da pač ni pasala nikamor drugam kot na pivo, na tej točki. In pač čistko, ne vem pa, če je to res pravi nasvet, ampak verjamem mogoče, da je, ker z nekom, ki se dobro poznaš, zagotovo lažje potem načneš kak težek pogovor, pa to, ne vem. Ampak po drugi strani pa morda tudi ne, ker so ful hitreje čustva, pa tako. Ja, seveda, definitivno so ena priložnost tudi networki, kot so že prej gostje omenjali. Se pravi, da se splača biti član nekega networka, kjer v bistvu najdeš marsikatero informacijo in pa tudi nek
se pravi, lahko tudi pravo osebo. Ne? Zdaj, če gledamo mogoče z vidika teh investicij oziroma tudi sprejetje v program je precej velika investicija. To so konkretne velike odgovornosti in obveze do vseh nekih ključnih deležnikov, ne? Kot ste sami prej rekli, vsi trije. Zdaj, kako gledate na to, mislim, na to odgovornost, oziroma z drugimi besedami, a spite po noči, vedoč, da bo šlo vse tako, kot ste si zastavili, ker je pač vseeno bil kar journey hiter, pa na nek način precej nor, ne? Zdaj pa je treba to implementirati. Ne vem, mogoče Žiga, če kar ti nadaljuješ. Pa ja, mislim... V bistvu vi imate največ, ne? Vi imate skoraj koliko, 23,000 deležnikov oziroma userjev, ki nekaj čakajo na plečih, ne? Zdaj, jaz absolutno dobro spim, pa to pa ne pomeni, da ni razlogov, da bi nas bilo, se pravi, da bi imeli neko straho spoštovanje, zaradi tega, ker launch je pri nas res velik, ne, načeloma, ko launchaš nek produkt, nimaš pač prvi dan noter toliko uporabnikov, ki si mogel do tistega dneva poslati hardware in tako pač, in bo pač že prva serija razmeroma velika, ne, in tukaj to pomeni, da nimamo nekega prostora za to, da bi kaj naredili narobe, ker bo serija ful prevelika, da bi jo zavrgli, pa skratka, ne, je sigurno odgovornost. In sploh glede na zgodbe iz Kickstarterja, od Coolest Coolerja do robota Lili, do tisočih zgodb, ki so se končale na sodišču in backerji obrisali pod nos, je to zagotovo nekaj, kar bi bilo tako, mislim, kar nam je nepredstavljivo in pač absolutno bomo naredili vse, da ne bomo tako končali. Zdaj, ko rečem naredili vse, ne mislim samo, da bomo se pač bolj potrudili, ne? Ampak mislim to, da skušamo pač diriskati posod, kjer se da, ne? Tudi na račun mogoče profitabilnosti ali pa kaj. Skratka, se obdajamo z ljudmi, ki bodo pač, ki pač so nekaj podobnega od blizu že opazovali in nam lahko pomagajo preprečiti, da se kaj takega zgodi, ne? Se pravi, ali je to neko področje logistike, ali je to, se pravi, so področja, v katerih v bistvu ne vemo nič, ne? In zdaj ena opcija je, da gremo probat zdaj še to kao pohekati, ne? Druga opcija pa je, da se obdamo s človekom, ki o tem ogromno ve, ne? In na ta način, to si zdaj tudi glede na pač neko velikost kampanje lahko privoščimo in smo dejansko zdaj vse te vloge, kjer smo se čutili nesigurne, nekako probali zapolniti z ljudmi, ki se tam čutijo sigurne. No, tako da iz tega vidika je meni res vsak dan manj strah. So pa pač stvari v hardwareu, ki so neugodne, ne, se prijo in so čisto recimo iz naših rok, recimo v primeru zdajle teh Realtekovih komponent, kjer se pač, ne vem, če kdo spremlja, se pač dogaja shortage po celem svetu zaradi mislim kripto, pa se ne bomo detajle, ampak recimo tudi PlayStation 5 s tem razlogom ni pravočasno na policah itd., ne. In so pač to neke stvari pri sourcingu sploh, recimo, ki tudi če mi naredimo vse prav, se lahko kaj zalomi, pa česa ne dobimo v roku, pa to, ampak tudi kar se tega tiče, smo nekako že uspeli zavarovati te količine, kakor smo jih pač backerjem dolžni, ne. Zdaj pa v bistvu se bolj ukvarjamo s tem, bomo uspeli jih pridobiti toliko, da bomo lahko naslednjo božično sezono imeli pač zadevo na zalogi, pa to, ampak medtem ko sam ta fulfillment, kar smo do zdaj prodali, pa upam, da ne bo zdaj to kdo snemal in predvajal čez eno leto ful cinično, ampak jaz mislim, da bo okej, no. Cool, hvala. Martin, kak je pri vas? Pri nas ni nekih strašnih pritiskov, tudi ne, no.
pač je res, da investitorji vedno mi imamo eno malo drugačno strategijo. No. Mi, dokler nismo sigurni v neko aktivnost pri, porabi sredstev, ki smo jih zbrali, ne gremo v to. Nismo nikoli pompozno zapravili milijonov za Google AdWords kampanje in šli z to željo investitorjev, da pač naj poskusimo, vzamemo 100 000 evrov in jih nekam vržemo, vse zdaj pa imamo denar. Mi vedno gremo počasi, previdno, ne, z neko savinsko-gorensko logiko. Moj partner je Savinčan, hvala Bogu. Tako da v bistvu vedno poskrbimo za to, da imamo dovolj sredstev, da imamo vedno likvidnost tako, da v resnici nismo stisnjeni v nek kot strani investitorjev. Je pa seveda, zaradi tega so pa plani vedno neambiciozni, poslušati očitke, da bi lahko tukaj pa investiral več, pa tam mogoče odprl še kak trg več, ampak mi se tukaj ne damo. Raje se vzamemo kako leto, dve več in zgradimo sigurno zgodbo na nekem novem trgu, kot da bi šli čez neke meje. Tako da nismo tako spektakularna zgodba, no, za kak časopis, no, glede te rasti, smo pa sigurni. Tako da zaradi tega tudi ni tako velikih pritiskov, ker investitorji vedo, da če bodo še leto, dve počakali, ne, bomo sigurno nek rezultat prinesli, ne bomo pa failali. To je nekako bilo naše pravilo od samega začetka. Ne. Kot garancija, ja. Tako. Ok, Tilen, pa pri vas? Ja, pri nas je zgodba spet malo drugačna zaradi specifike. Jaz sicer spim tudi v redu, ampak če pa pomislim na to, do koga čutim največjo odgovornost, so pa to sigurno končni kupci, kajti mi vsem prodajamo hrano in to je nekaj, kar je lahko tudi, bom rekel, nevarno, ne, če ta hrana ni narejena dobro in zdravo. Tako da mi absolutno največ pozornosti posvečamo temu. Bolj kot, dajmo temu reči, bom rekel, predvsem temu, da je sam postopek te izdelave čim boljši, no, in da je tukaj čim manj tvegan. Seveda drug paket ali pa druga skupina odgovornosti, ki jo čutim do zaposlenih. Seveda trenutno imamo samo 2 zaposlena, ampak vseeno, ne, pač oni nam zaupajo, da bojo za svoje delo poplačani, tako da tukaj prijemo pa do likvidnosti. Iskreno nekega presinga oziroma neke odgovornosti, seveda čutim odgovornost do vlagateljev, da v bistvu sredstva, ki smo jih dobili, v bistvu poskušamo čim bolj namensko, ampak čim bolj učinkovito porabiti, ne. Ampak hkrati si pa vedno rečem, to je kapital, ki ima besedo tveganje v imenu, ne, in tukaj pa je drugače od recimo Martina, ne, mi pa bomo seveda z neko vsem varovalko pač želeli iti hitro in bolj tvegano, ne, ker nas v to sili že sam trg, ki je pač trenutno v velikem razcvetu, zelo je velik, pač tudi gneča je velika, ne, in v bistvu kapital ta trenutek v firmo prihaja ravno z namenom, da bi lahko hitro in učinkovito sprobali to stvar. Tako da so pritiski, ampak če me osebno vpraša, kaj me kdo najbolj skrbi, vedno poudarjam pač varnost kupcev in varnost zaposlenih v fizičnem smislu. Okay. Hvala. Prišli smo v bistvu čisto do konca, tako da bi samo še eno zadnje vprašanje in bi prosila, če lahko vsak odgovori v kratkem enem stavku. Kje boste danes čez 1 leto? Pa, ne vem, lahko Martin, kar ti začneš. Na morju. Ok. Ja, bomo še vedno tam, kjer smo sedaj, no, ampak bo dosti bolj pestro in dosti bolj zahtevno. Načrtujemo tam 150 zaposlenih ali pa vsaj 100 zaposlenih, še dodatne trge, dodatni layer nekih korporativnih struktur. Skratka, iskreno, imam biznis plan, vse je določeno do potankosti, ampak to nekako odrivam v predal. Tako da
Upam, da bom na morju. Okay. Hvala. Tilen? Ja, jaz si močno želim, da bomo čez eno leto v poziciji, ki bomo rekli, smo eno redkih plant-based podjetij na svetu, ki je uspešno sočasno lansiralo produkt na 2 trgih, na evropskem in ameriškem. To je nekako naš veliki gamble, se pravi v nasprotju z nekimi dosedanjimi playerji na tem področju se želimo premikati nekoliko hitrejši in se tudi zaradi tega v bistvu iz vidika tehnologije, logistike in vseh ostalih stvari pripravljamo, da bi nam nekaj takega uspelo. Hvala. Pa še Žiga? Ja, mislim, jaz si predvsem želim, da bomo uspešno prestali ta launch. V bistvu že zdaj imamo napovedanih v bistvu cel kup takih major medijev, ki čakajo unit za review, ne? In zdaj, če bodo te reviewji dobri in če bo pač proizvodnja uspela tako, kot smo si zamislili, verjamem, da bomo pač naslednjega decembra prodali še veliko več kot prejšnjega, ne? S to neko obljubo, da bomo mogoče šipali čez eno leto, potem ko lahko rečemo, da šipamo čez en dan, bodo zagotovo, vsaj tako verjamemo, številke še večje. Kar pa še veliko bolj v bistvu želimo, je pa to, da Birdbody ne bo, mislim, da bo ta krmilnica samo eden od vstopov v Birdbody, in veliko bomo delali pač na softveru in na tem, da bo tudi aplikacija sama zase, brez feederja, atraktivna. Ampak več o tem, kako in zakaj, pa kdaj drugič. Ok, hvala vsem. Žiga, Martin in Tilen, hvala, da ste odkrito delili, kaj se vam je dogajalo in se vam še dogaja oziroma se vam še bo. In želim vam še veliko uspeha naprej, pa lep pozdrav do naslednjič. Hvala za vabilo in lep dan vsem prisotnim. Hvala. Hvala za vabilo. Čau. Čau. Pa se imejte. Tjaša, kaj boš rekla? Da še zdaj ti strneš misli po tem zanimivem pogovoru? Ja, v bistvu ni kaj dosti za dodati, se pravi vztrajnost, skromnost in pa vizija in prepričanje v to, da bo uspelo, se mi zdi en tak skupen recept, ki mora delovati, če so vse sestavine prave. Super, hvala Tjaša za ta krasen pogovor. Več kot veliko lekcij, ki smo jih slišali, zanimivih nasvetov in tudi inspiracije še za bolj v bistvu odločno stopanje na podjetniške poti. Uspešno še naprej, Tjaša, se vidimo v naslednji priložnosti. Hvala lepa. Hvala.